Dober dan vsem, lepo pozdravljeni. Danes je potekala tretja nujna seja preiskovalne komisije, ki se ukvarja predvsem z obravnavanjem uspešnosti oziroma neuspešnosti ukrepov. Kot veste, obstajata dve komisiji, sam osebno vodim ta drugo. Do zdaj smo izvedli celo vrsto na dveh sejah pripravljalnih preiskovalnih dejanj in imenovali več strokovnih sodelavcev. Na današnji seji je bilo sicer nekaj postopkovnih in vsebinskih zapletov ter vprašanj, ampak smo jih rešili skladno s poslovnikom, zakonodajo in glasovanjem, vsi sklepi pa so bili potrjeni soglasno. Kar lahko izpostavim z današnje seje preiskovalne komisije je širitev sklepa o preiskovalnih dejanjih, v katerem zahtevamo še več dokumentacije, s katero bi še bolj lahko natančno pojasnili dogajanje ob obvladovanju epidemije. Nadalje predlagali smo in sprejeli tudi sklep o širitvi predmeta preiskave preiskovalne komisije. Kot veste, akt o ustanovitvi preiskovalne komisije določa predmet in časovno obdobje, ki ga preiskovalna komisija lahko preiskuje. Komisija pa je danes sklenila, da predlagamo skupaj seveda s soglasjem predlagatelja, predsedniku Državnega zbora, da podaljšamo to obdobje, ker pravzaprav epidemija sploh še ni bila preklicana in ukrepi se izvajajo in spreminjajo konstantno. In še tretja zelo pomembna zadeva, ker gre za vprašanje strokovnega obvladovanja epidemije, sorazmernosti, ustreznosti in uspešnosti vladnih ukrepov, sem predlagal komisiji, da imenujemo sodnega izvedenca za področje medicine, podpodročje epidemiologije, ki bo podal mnenje o tem, kako se je dejansko izvajalo, pripravljalo, oblikovalo in vse, kar je v povezavi s temi ukrepi. Sodni izvedenec je v smislu poslovnika in zakonodaje preiskovalne komisije določen kot priča. Seveda pa sodeluje, ker so mu na razpolago vsi dokumenti, ki jih potrebuje. Če potrebuje nekaj, kar komisija še nima, potem mu to komisija priskrbi, ampak ima torej naloge kot strokovnjak z tega področja. To je sodno zaprisežen izvedenec, ki je v registru pravosodnega ministrstva seveda kot izvedenec za določeno področje. Samo eden je v Sloveniji, tako da lahko dejansko povem, edini je, to je profesor dr. Ivan Eržen. Izvolite. Morda še na temo revizije prihajajo v javnost neki prvi zaključki končnega poročila revizije nabave opreme. Ste se pogovarjali tudi o tem? Komisija, ki jo vodim, torej ta preiskovalna komisija, se ukvarja z vsem drugim razen z nabavo zaščitne opreme. Ampak kot član preiskovalne komisije, ki pa se ukvarja s to tematiko, pa lahko povem, da smo se o teh zadevah seveda pogovarjali. Med dokaznim gradivom bo zagotovo tudi to poročilo, končno, ki ga je izdalo Računsko sodišče. Kakšne bodo pa posledice na sklepanje komisije, pa bi zdajle presegel svoja pooblastila in prejudiciral vsebino. Ampak dejansko bodo te vsebine zelo pomembne pri iskanju politične odgovornosti. Morda še to ste že videli to poročilo sami, ali ne? Ne, osebno ga še nisem videl, ne.